Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ja, naša režija mi je za danes dala eno luštno nalogo in sicer hvala Bogu se ne gre za test, tako da ocen ni. Tudi nekaj znanja ne bom rabila, pravzaprav bom podala le svoje mnenje. In sicer moram zbrati, kaj mi je bolj všeč. Jutro ali večer? Pa bom rekla jutro. Vedno je lepo stati ob sončnem vzhodu, ne? Bela ali črna? Definitivno bela, ker je seveda pozitivna barva. Zelenjava ali sadje? Ja, Jelena zdaj bi rekla Neža, kaj, valjda to? Jaz sem bolj cukrast človek, sadje. Tudi za sadje, ok, Jelena, super. In na koncu imamo še glive in glivice. Ok, ta je očitna, če moram kaj izbrati, bi izbrala gobe, ne? Prej pa kakšne glivice. No, in ko govorimo konkretno o glivici Candida, govorimo seveda o problemu, o katerem uradna medicina ne govori veliko. Kot kažejo ameriške študije, pa so se infekcije črevesja z glivico Candido v zadnjih letih povečale za kar 3-krat. In čeprav je Candida v določenem obsegu prisotna v vsakem človeku in načeloma ni problematična, pa se zadeva zakomplicira, če je teh slabih bakterij v črevesju več kot 5%. Porušena črevesna flora pa vodi vse mogoče težave, veliko raziskav celo trdi, da je kandidoza, torej okužba za katerokoli glivico in rodu, torej Candida, prekurzor oziroma predhodnik za nastanek raka. Ja, takrat pa postanemo seveda še kako zelo pozorni. In o tem, ali je Candida res tak bav, kako sploh ugotoviti, ali imamo Candido, ter kakšno recimo antikandidno dieto bi morali okuženci v narekovajih, pa nam torej tokrat zaupa kdo drug kot pa naša certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič. Lepo pozdravljena. Hvala, Livija. Jelena, okuženci verjetno ne grejo za 14 dni v karanteno, ne? Ja, ne, nikakor, ja. V bistvu dejansko ta okužba, ki nastane tudi v našem telesu, lahko traja veliko dlje časa kot tisti prehlad ali gripa, ki traja nekaj časa, pa se tega znebimo, pa pol ustvarimo vsaj neko odpornost v telesu. Tako da pri Candidi gre bolj za tako, da moramo spremeniti način življenja, razmišljanja, delovanja, prehranjevanja. Celostni ta sklop je treba spremeniti v svojem življenju, če želimo, da nimamo težav s Candido. Candida je normalno prisotna v našem črevesju, ima tudi svojo vlogo, tudi tako, da pomaga tudi pri prebavi, pomaga tudi pri absorpciji določenih hranilnih snovi. Težava nastane seveda, ko spremeni svojo obliko. To se tudi zgodi takrat, ko v bistvu je mi hranimo z napačnimi živili ali živimo na napačen način. V bistvu, ko govorimo o Candidi, 100 različnih vrst poznamo. Mi pa se velikokrat oziroma, ko pomislimo na Candido, v glavnem mislimo na Candido albicans, ki je najbolj pogosto oziroma največ težav nekako se s tem dogaja, ampak to ne pomeni, da tudi ne obstajajo druge vrste glivic ali druge vrste Candid. Tako da v bistvu je treba tudi razumeti, kako stvari potekajo v našem telesu. Pri Candidi govorimo o diploidni glivici kvasovki, ki če je v taki obliki res ne predstavlja nikakršnih težav, ampak ko se zaradi posebnih pogojev, ko se tudi ustvari kislo okolje, ko recimo več dostopnega sladkorja, ki ga Candida mora pobrati, se začne bohotiti in se začne spreminjati. V bistvu se spreminja v tako večcelično nitasto strukturo. In ko mi že imamo težave, recimo, ne vem, samo sluznico črevesja, če je prepustno, potem s temi nitkami gre tudi skozi tiste majhne luknje, ker to je vseeno tako majhna gliva oziroma glivica, in gre skozi kri direktno tudi do naših organov in jih zelo obremeni, tudi jemlje hranilne snovi iz naših celic. Problem je zaradi tega, ker vsak mikroorganizem tudi ima svojo presnovo, normalno je živo bitje. In potem pri tej presnovi se izločajo toksične snovi, tukaj govorimo vedno o aflatoksinih. Poznamo tam nekje 79 različnih toksičnih snovi, ki jih Candida spusti v naše telo in s tem tudi obremeni vse organe, lahko se tudi razširi po celem telesu, tudi dejansko do možganov. Zdravniki v bistvu nekako priznavajo okužbo s Candido šele takrat, ko postane sistemska, ko postane resnična težava. Težave se verjetno imamo že prej. Kako seveda ugotovimo, da je nekaj narobe? Tako, ker dejansko je tako, da vsakič, ko se mi potožimo, da nekaj je narobe in posumimo na Candido in gremo k zdravniku, zdravnik reče, ja, to pa ni res, Candida je sestavni del naše mikrobiote, to pa ni to. Tako da ne priznavajo teh prehodnih obdobij, ko ni postala še sistemska okužba. Mi pa še zmeraj čutimo simptome in simptomi so seveda tudi dosti podobni tudi drugim težavam. Ampak ko mi govorimo o prebavnih recimo težavah, takrat seveda to eno z drugim povezano. Ko se spremeni mikrobiota, ko ni več pravega ravnovesja, seveda, da se bo začela razmnoževati tudi Candida.
tudi drugi paraziti ali drugi mikroorganizmi, ki so lahko tudi patogeni za naše telo. Simptomi so različni, seveda, da so prebavne težave, tudi od samega želodca se lahko začne, tudi posledično tudi v črevesju, tudi recimo smo napihnjeni, napenjanje, krči, bolečine so lahko tudi v trebuhu. Hkrati pa tudi na nevrološki ravni se pojavijo težave, tipa v bistvu tipičen znak recimo za močno okužbo s kandido je huda utrujenost. Tudi slabša koncentracija, te kognitivne sposobnosti začnejo tudi pešati, tudi recimo nimamo jasne predstave, kot da smo zamagljeni nekje, zamagljen da imamo. Tudi se lahko pojavi tisto tipično močno tudi hrepenjenje po sladkem, po sladkarijah, ker to je dejansko tudi hrana za samo kandido in tudi naši mikroorganizmi so živa bitja in komunicirajo tudi z nami na različne načine. In tudi dostikrat hrana, po kateri mi hrepenimo, mogoče sploh ni naša resnična potreba, ampak potreba tudi naših mikroorganizmov. Tako da tudi druge stvari so seveda tipično, tudi na koži se pojavijo lahko spremembe, vsi nekako vedo za tele, če je okužba na nohtih, ampak vedno tudi govorimo o tej notranjih težavah. Vaginalne okužbe, seveda, to je dosti pogosto. Veliko alergij, posebej recimo seneni nahodce, tudi lahko, alergije so tudi direktno povezane tudi s težavami, z glivicami, paraziti, tudi recimo bronhialna astma je tudi povezana s tem, da lahko je problematična kandida, razraščena seveda. Marsikaj se zna zgodi tudi to, kar si že na začetku omenila, tudi v povezavi recimo z rakom, ker ko se začne razraščati, če tega ne umilimo, če tega ne zdravimo, se lahko zgodi najbolj pogosto recimo rak debelega črevesja. In tako naprej, se pravi, veliko je teh simptomov. Zdaj treba ugotoviti, če res imamo težave s kandido, ker lahko so tudi druge težave. In če to želimo ugotoviti, ponavadi rečejo, ja, je plunek v kozarec. Veš, to je Jasmina naša zanč naredila, reka, neža plun, se kako on pluva, kaj s tabo vdajo, mava snora. No, in tudi lahko si pogledate seveda na YouTube kanalu, kjer sva torej z Jasmino to naredile, kjer sem mogla plunti, potem je ona razložila, če bled neke nitke tam bi plavale, pol je to vse narobe, hvala Bogu ni noč plaval. Poleg tega pa seveda na spletni strani tudi najdete pod zavihkom novice, torej simptome, kakšni so in tako naprej. Jelena, zdaj, ko smo ravno pri tem, potem je v bistvu ta nekako, bom rekla, test je dokaj zanesljiv, da ga lahko sami doma naredimo zjutraj ali ne. Kako je s tem? Ker marsikdo misli, da bo to dovolj. Ta test nas lahko zavaja. Lahko bi delno bil pravilen, ponavadi vzajemo kozarec čiste vode. Pa ne tešče zjutraj, ne? Tako, če je možno, recimo, da je kakšna tudi filtrirana voda, potem damo zraven. Takoj zvečer, preden gremo spat, zjutraj, ko vstanemo, direktno si naredimo slino, potem naredimo ta pljunek v kozarec in čakamo na 15 minut. Če se pojavijo tiste nitke, potem naj bi to bil znak, da so težave s kandidom, ampak ni vedno res. Če imamo alergije, če nismo dobro hidrirani, odvisno kaj smo pojedli, recimo, če smo pozno jedli kakšno večerjo, vse to lahko vpliva na ta rezultat. Zaradi tega to ni dovolj. To je lahko, tako, malo se igramo s tem, eksperimenti delamo, ampak je treba narediti še nekaj dodatnih testov. Tudi recimo test se ponavadi izvaja na antitelesa, IgG, IgA, IgM, prisotnost teh antiteles, se pravi iz krvi, pol se tukaj vidi, če so kakšne težave. Urinski test se dela, tatrična kislina se preverja, ker to je stranski produkt presnovnih procesov kandide, to zna biti tak en znak. Blato preverjamo seveda, da vidimo, kakšne je razmere. Najbolj idealne so še bolj natančne teste analize, ki se delajo v posebnih laboratorijih, ampak so zelo drage in trajajo dlje časa. Tako da obstaja marsikaj, ampak če res imamo te simptome in če že tisti znaki, recimo, ko izvajamo te teste, dodatne teste, pokažejo, da so težave, potem zagotovo imamo težave. Zdaj tudi bioresonanca, ampak jaz se malo hecam, vsak, ki gre na bioresonanco, ima težave s kandido. Tako, vedno najdejo, kandido. Tako da v bistvu v vsakem primeru lahko nam pomaga, če pa naredimo še nekaj tudi drugih dodatnih testov, ne samo enega, ker ni nujno, da bomo dobili pravi rezultat. Super. No, naturopat Matija Slivnik pa bo zdaj povedal nekaj več o tem, kako pogosta je kandida torej pri njegovih pacientih, ter tudi kaj jim svetuje zoper nje. Ja, zdaj, kandida je precej pogosta nadloga, pojavlja se pri ogromni populaciji ljudi. Je pa tako, v bistvu v naturopatiji, z naturopatsko terapijo pomagamo predvsem z probiotično kuro. Probiotiki so v bistvu
določeno, prehransko dopolnilo, ki blagodejno vpliva, v bistvu kolonizira seve bakterije oziroma kolonije naredi. Predvsem sta pomembni za Candida Saccharomyces boulardii in pa Lactobacillus acidophilus. No, Jelena, recimo, zdaj smo ugotovili, da imamo Candido, ne? Torej, moramo ukrepati ali se mogoče zna zgoditi, da bo to kar samo se zrihtalo? Kako je s tem? Ja, če bomo spremenili nekaj v svojem življenju, potem se lahko zrihta. Torej, samo od sebe načeloma samo od sebe se ne bo, se bojo stvari samo še stopnjevale naprej. Če mi recimo jemo ogromno sladkorja, ogromno predelanih živil, alkohola, kave, drugih stimulativnih pijač, če jemo ogromno živil živalskega izvora, če smo skozi na enih zdravilih, posebej na antibiotikih recimo, pa ne samo, če dobimo kuro, ampak tudi recimo, če užijemo živila živalskega izvora, ki so polna antibiotikov in tega res ogromno, tega se ljudje sploh ne zavedajo, da dobivajo antibiotike tudi na tak način v svoje telo, to tudi zruši mikrobioto. Če v bistvu smo veliko pod stresom, če nismo dosti v naravi, če ne živimo na splošno zdravo, če imamo tudi te podzavestne vzorce, ki tudi stimulirajo drugačno okolje v našem organizmu, potem dejansko imamo težavo. In če se že pojavijo simptomi, potem je res treba ukrepati. In vedno začnemo s prehrano. To je nekako prvi korak. Seveda pri prehrani. Jaz sem sestavila leta nazaj tudi program, ki je popolnoma rastlinski. Marsikdo, ki gre ali na bioresonanco ali nekje drugje, dobijo posebno dieto, antikandidno dieto. Ki jo bomo tudi objavili na spletni strani, tako da bojo imeli objavljeno. Ampak pravim, ta dieta, ki jo svetujejo, ponavadi odsvetuje ogljikove hidrate. Priporoča se ponavadi zelenjava, ki ne vsebuje veliko škroba. Jaz pa sem res sestavila program, ki se je pokazal dober v praksi. Marsikomu sem že s tem pomagala. To pomeni, mora biti polnovredna rastlinska prehrana. Sladkor je problem za Candido, ampak v predelani obliki, prečiščeni obliki, ne pa če ti ješ recimo zelenjavo, sadje, stročnice, žita, ampak na tak način, da v bistvu jemo enkrat na dan žitni obrok zjutraj, recimo žitne kaše, predvsem tiste brezglutenske, mešamo semeni recimo, pa dodamo nekaj začimb, lahko je tudi narejeno recimo na slano varianto, dodamo nekaj recimo sojinega jogurta ekološkega ali kokosovega in tako naprej. Lahko pa je na sladko, če želimo posladkati, potem mogoče kakšna stevia, ne dodajemo zraven sadja, ne mešamo tole skupaj. Ne mešamo, ok. Sadje lahko jemo, predvsem bolj tisto sadje, ki ni suho sadje, ampak ki vsebuje tudi veliko več vode, ki ni toliko ekstremno sladko v dopoldanskem času, recimo kot z eno malico. Za kosilo si pripravimo ogromno zelenjave z nekaj stročnic, za popoldansko malico so lahko kakšni tisti jogurti, ki so rastlinski, skupaj semeni, čija semena, lanena semena, neke zelenjave zraven. Lahko so proteinski, recimo šejki, ki so iz riževih, konopljinih, grahovih proteinov, pa so pol z rastlinskim mlekom, recimo iz zemeljskih mandljev ali recimo, ne vem, tak mleka, ki niso bolj sladka, proso, recimo iz prosa, iz kokosa. In potem si to naredimo recimo po telovadbi, če telovadimo, to je tudi opcija. Za večerjo morajo biti lahke, predvsem zelenjava, zelenjavne juhe, enolončnice. V času poletja so lahko ene take velike solate, pa nekaj stročnic dodamo zraven. To je približno ta sistem, kako izvajamo to. Strpljevalna kura, torej. To je v bistvu antikandidna dieta. Tako? Na tak način, če se želimo držati tega programa, ki je polnovredna rastlinska hrana, predvsem bolj nizkomaščobna, jemo tudi polnovredne maščobe, ampak res v polnovredni obliki. Čija semena, lanena semena, predvsem nekaj malo orehov, recimo ne veliko oreškov, zaradi tega, ker tudi imajo veliko plesni, ne dodajamo nikakršnega kvasa, tudi recimo je problem včasih kakšna fermentirana zelenjava, tudi gobe so lahko problem, poleg vsega ostalega, ki sem rekla, ki tudi spodbuja nastajanje oziroma širitev Candide. In v bistvu si pomagamo z različnimi ali dodatki, tukaj seveda vedno omenjamo probiotike, zaradi tega, ker v bistvu ko imamo težave s Candido, potem nam tisti določeni sevi lahko pomagajo, da pol se zajezdi njena širitev in nekatera prehranska dopolnila tudi pomagajo recimo, da se tudi spreminja oblika. Iz tiste patogene se vrne nazaj v normalno obliko. Tako da pri teh dodatkih jaz vedno recimo svetujem gurmar, to je ena ajurvedska rastlina, ki dokazano znanstveno spremeni obliko iz patogene v normalno Candido. Potem, kot sem rekla, probiotiki, spet dlje časa, odvisno kakšne težave smo imeli, če so tudi vaginalne vnetja, potem lahko dajemo tudi tiste probiotike, izmešamo s kokosovim maslom, potem se namažemo, tudi recimo, če imamo zunanje glivice na tak način, ali nekaj tudi origanovega olja dodamo zraven.
Origanovo olje fajn, klinčki, pelin, črni oreh, tudi recimo ingver, kurkuma, vse take stvari zelo pomagajo. Potem si lahko uporabljamo različne čaje, posebej bazične čaje, ker moramo ustvariti bolj bazično okolje. Ker glivice, paraziti, vse tiste mikroorganizmi se razvijajo bolj v kislem okolju. Zaradi tega je tudi poudarek, da je 60–70% prehrane bolj sadje, zelenjava, bazična hrana. Tekočine je treba res veliko spiti. Je treba res zmanjšati ta stres, ki supresira tudi delovanje imunskega sistema in vpliva na mikrobioto, težke kovine, toksične snovi, tega se je treba znebiti, zaradi tega govorimo tudi o razstrupljanju hkrati, zaradi tega zelene stvari so fajn, tudi v Klepet ob kavi ima to fajn, mešanico eko-zelenje. To so dobre stvari, ker čim več klorofila bomo imeli manj vnetij, se bo ustvarilo tudi boljše okolje v našem telesu. Na tak način, če se držimo tega protokola, vsak posameznik seveda bo dobil nekaj zase, ampak če se tega držimo, si lahko zelo, zelo veliko pomagamo in v kratkem času se že vidijo spremembe, zmanjšajo se simptomi in tako dalje. Tako da tukaj so tudi tipične tiste začimbice, ki jih redno uporabljamo, dodajamo tudi v hrano, ki nam pol pomagajo, da se zvimo. Tipično tu česen, čebula, čemaž. Tudi antiparazitno verjetno zelo deluje. Tako, definitivno. S tem, da spet gledamo posameznika. Če nam to nekaj škodi, če sama želodčna sluznica ne more tega prenesti, tega ne bomo uživali, bomo našli nekaj drugega. Tako, na tak način v bistvu si bomo lahko pomagali, da pridemo bolj v ravnovesje, ker osnova je vedno črevesje. Vse bolezni, kot vemo, Hipokrat je rekel, da izvirajo iz črevesja, se pravi, če tam ni optimuma, to pomeni 80% recimo tistih neutralnih mikroorganizmov, 5% je tisti, ki so lahko problematični, 15% mora biti koristne dobre bakterije, laktobacili, bifidus bakterije, pri kandidi recimo zelo dober sev, ki ni sestavni del naše flore, je Saccharomyces boulardii, ki res pomaga, da tudi kandida gre stran z tiste sluznice in da se tudi vzpostavlja boljše ravnovesje, tudi če imamo kakšno vaginalno vnetje ali če so notranje težave. In seveda se pravilno res nahranimo, ker tudi kandida nam odvzame ogromno nutrientov, ogromno hranilnih snovi, ki so v našem telesu, tako da hrana res mora biti taka polnovredna in za nekaj časa vsaj se res znebimo tiste slabe hrane. Tudi hrepenenje po sladkorju, ki je tudi povezano s kandido, bo hitro minilo. Mislim, po 2 tednih, 3 tednih ne bo več sploh hrepenenja. Aha, a tudi 2–3 tedne si lahko vzajemo, torej, da se kandide znebimo? To je tudi odvisno od posameznika do posameznika. Recimo, včasih zna trajati veliko časa, kakšen nekaj mesecev, tudi 6 mesecev ali več, če je bila sistemska okužba, traja veliko časa. Če pa ni bilo tako hudo, potem tudi čez nekaj tednov že imamo dobre rezultate. Kakšna je pa možnost ponovitve? Zdaj, ljudje zelo težko dolgoročno takole zdravo jemo, kot ti seveda že skozi svetuješ, ne? Kakšna je torej varianta, da se kandida vrne? Seveda, absolutno je varianta, da se vrne nazaj. Takoj, ko spet pademo ven iz tega našega naravnega, normalnega ritma, kar ni tako, mislim, je enostavno, da se to zgodi, tudi če se trudi živeti bolj zdravo, enostavno, včasih res ne gre, živimo v mestih, živimo tudi v toksičnem okolju. Toksično okolje ustvarja tudi kislo okolje v našem telesu, kar ustvarja spet možnost, da nastanejo taki mikroorganizmi, da se razširijo, ki nam škodijo. Tako da v bistvu trudimo se živeti najbolj, kar se le da in dobro je, da pol delamo te preventivne stvari. Preventivno tudi jemljamo recimo rastline, ki pol vplivajo na to, da se kandida ne razbohoti ali da se ne spreminja v to patogeno obliko. Tako da na tak način, jaz mislim, si lahko veliko pomagamo. Preventiva, potem, če treba, tudi kurativa. V glavnem, kot pa seveda našo Jeleno že vsi dobro poznate, pa veste seveda, da je zdrava prehrana ključ do zdravja, čisto po domače. In seveda, da boste zdravi, bomo poskrbeli tudi mi, tako da na naši spletni strani bomo objavili vse recepte, tudi tega antikandidnega, vse jedilniki bodo tam gor, konkretni recepti, tako da pogledajte si torej našo spletno stran klepetobkavi.si.